Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar. No in danes bomo govorili o pozitivnem mišljenju, pa vem, da smo že večkrat govorili, ampak vam želim razložiti eno zgodbo. Pa niti ne toliko o pozitivnem mišljenju, ampak kako se postaviti za sebe. Zadnjič sem bila na enemu, pač nekje sem bila in moški so se ga kar fajn napili in je bilo potem, tako kot sem že kdaj slišala, babe, babe. In vse ženske smo bile tiho, normalno, vse kdo bi se kregal pač z moškimi, ki so se ga napili, brez veze. Ampak v osnovi to pokaže samo ogledalo tega, kako še vedno zakoreninjeno globoko v nas, da ženska je tista, ki je tiho, ki potrpi, ki ne reče nič, ki je tiho zato, da je mir pri hiši. No in potem spodbudilo me pa je, da posnanem tale video, ker zadnjič je ena gospa mi napisala, da dela premik naprej, da je v partnerskem odnosu, kjer se boji svojega partnerja. In seveda, glejte, če ste prebrali knjigo in jo tudi močno priporočam, Mojstrstvo ljubezni, Ritz, mislim, da je avtor, no v glavnem, Mojstrstvo ljubezni, piše noter avtor o tem, kako smo nekateri ali pa so nekateri zastraševalci, ta drugi je pa žrtev, tisti, ki se trese. Zdaj, če si predstavljate tako kot mačka pa miška, ne? Mačka je večja in ona je tista, ki ulovi miško in potem se igra z miško. In bolj kot je miška prestrašena, bolj je brez moči in seveda ta mačka bolj uživa. In dokler jo ne pokonča. No, in približno tako zgoraj kot spodaj, saj v bistvu vemo, kako grejo te stvari. In zdaj pa glede na to, da mi imamo pa vsi na tej zemlji za predelati karmično vezo. A veste, kaj sem zdaj našla v teh dneh? V osnovi molitev Oče naš. Oče naš vemo, da je izredno pozitivna molitev. V bistvu to je res molitev vseh molitev. In tisti, ki jo znate moliti, veste, ali pa ki ga znate moliti, veste, da Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, ampak ne bom vam niti razlagala. V osnovi, v celem Oče našu je samo ena beseda ne. Ne vpelji nas v skušnjavo. In sem šla poiskat original, kaj pravi original. Ker glejte, če je molitev res taka izredna, besede ne more vsebovati. Zakaj vam to govorim? Zato, ker tam, kjer je beseda ne, pa naredimo čisto preprost test, če zdajle zamižite in vam jaz rečem, ta trenutek ne smete misliti na svoj hladilnik. Ga vidite, je to tako? In kar naprej mižite. Ta trenutek ne smete misliti na to, kako lepo modro morje je. Ne smete videti tiste lepe jadrnice na morju. No, kaj vidite? Točno to, kar vam govorim. Ker naši možgani nimajo sposobnost razumeti ne. Ker razmišljamo v slikah. In vsakič, ko rečem, ne smem misliti, recimo tudi na čokolado, ali pa ne bom jedla čokolade, telo dobi, ker bi bil hipnotiziran, kje je čokolade. Zato pri vseh zadevah je treba iti z druge strani. Se pravi, če želite se odvaditi čokolade, kaj zdravega lahko jem? In tudi, če jeste že čokolado, pomisliš, kaj zdaj moram zraven, da bo sladkor ostal v ravnovesju, popijete zraven jogurt, pojeste eno pest oreščkov in sladkor ostane v ravnovesju. Ampak to je druga tema. Pojdimo na ta ne, ki je noter v molitvi. Se pravi, ne vpelji nas v skušnjavo. In sem šla gledati stare zapise in sem našla. Leta 1400, pa še nekaj, v glavnem manj kot 1500, je prvi slovenski prevod, ne Rožnega venca, ampak Oče naša. In sicer gora nad Čedadom, to je na italijanski strani, točno nasproti Kanal ob Soči, na italijansko stran. To je bilo včasih Slovenija. No in tam so bili ta prevod. In kako je tam noter svetopismo Oče naš. Ena velika razlika je, tam, ko mi rečemo, pridi k nam Božje kraljestvo, je v osnovi pridi k nam Božje bogastvo. Se ne sliši boljš? Bogastvo.
Ne, ker nas so toliko časa prepričevali, da ni dobro, da si bogat, ker kdor je bogat, je slab. Ampak v osnovi je bogastvo. Druga zadeva pa, na koncu ne vpelji nas v skušnjavo, pa je prevod, vpelji nas do razrešitve in reši nas vsega hudega, nekaj podobnega. Ampak v glavnem, pripelji nas do razrešitve slabega in brani nas predvsem hudim. A ni to nekaj boljšega? Tako da v glavnem to je ena taka močna zadeva. No, zdaj pa, če se vrnem na to proslavljanje pa strah pred avtoriteto, pred partnerjem, ki se ga enostavno boji in ve, da mora nekaj narediti, da mora oditi, ampak ne zmore. Tudi včeraj sem z eno mojo prijateljico govorila in rekla, veš, in potem se je moja prijateljica, njena prijateljica, odločila, da bo ostala v partnerskem odnosu in potem jo ugasnila. Enostavno jo ugasnila, žar v očeh ji ugasnil. Rekla sem, se moja še zmerom rade, ampak ni več to. Enostavno je ugasnila, strast je v njej ugasnila. A ni škoda? In ja, ko dolg časa nič več ni ti sile v tebi, počasi boliš. To je dejstvo. Zdaj pa pojmo, zakaj telo potrebuje oziroma duša potrebuje tako izkušnjo. Ena zadeva je, vse je povezano s tem, da smo tukaj na svetu zato, da predelamo lekcije. In če smo že večkrat padali na isti stopnički, se pravi, da smo se ujeli v nek odnos, ker smo se odpovedali sebi, ker si nismo upali nič, ker smo bili tihika miška, ker je nekdo vršil teror nad nami, je naloga naše duše v tem življenju, da se osvobodimo, da stopimo naprej, da povemo jasno svoja čustva in zatem tudi stojimo. Ne mogoče kakšno stvar tudi pustimo za sabo ali pa dovolimo, da se razreši vse skupaj v najvišje dobro vseh. In vem, da te stvari niso nikdar enostavne, nikdar. No in sem potegnila par kart Ošo. In a veste, kaj sem dobila? Kronični stres, ker žongliraš med službo, otroki, partnerji, starši in tako naprej in hočeš vse skupaj žonglirati, ampak vse skupaj je pa na balončku. No, v bistvu samo čaka, da bo počel in pogosto, ko poči kaj? Zdravje. Zdravje, ker te ustavi življenje. In naslednjo sem dobila boj. Ko hočeš obdržati, ko hočeš dokazati, ko hočeš druga preobrniti, ko vidiš, da ne gre več na tak način, ampak hočeš na silo. Ampak z bojem dosežemo samo boj. Mati Tereza, ki so jo povabili na shod proti vojni, je rekla ne, povabite me, ko bo shod za mir. Se pravi, nikdar z bojem ne bomo dosegli nič drugega kot še več boja. No in potem naslednjo sem dobila strela, ko se določene stvari zrušijo, ko mogoče še kakšen odkje, pač nekaj se zruši, strela. In druga zadeva tukaj odzadaj je pa figura, ki je popolnoma v miru sebi in dovolj, da se tudi kakšna stvar zruši. Naj odide, to je tako kot, veste, nesnaga, naj odide, takrat, ko že dolg časa ni dež, ko je vse tako prašno, naj odide, dovolimo, da odide, da se spere. In naslednja stvar je pa ledena osama. Iz lastnih izkušenj vam povem, da ni enostavno takrat, ko rabiš predelati ali pa ko je čas za predelati svoja čustva. Ja, ko se moraš umakniti, da predelaš. In tudi tisti, ki spremljate moje delo, ki ste mogoče na mojo mailing listo naročeni, veste, da takrat, ko sem bila jaz v tem obdobju ledene osame, nisem imela niti toliko moči, da bi pisala maile. Enostavno nisem zmogla, ker sem bila tako kot ranjena žival, ki liže svoje rane. Mogla sem se zlizati ven. Ne morem jaz druge učiti, kako naj nekaj naredijo, če sem sama tako močno ranjena, če nimaš sam nič zadati, kaj boš dal? Moraš biti sam poln vsega, da lahko daš naprej. No, naslednja je pa potem celovitost. Celovitost, ko prideš do tega, da se v miru sam s seboj, sama s seboj, da se uravnotežiš,
da občutiš sebe, da se odzivaš samo na to, kamor tebe potegne. Jaz vse to preverjam z mišičnim testom in recimo, če rečem, kaj je ta trenutek dober za mene in se vprašam, dobim odgovor in sledim tem navdihom in nekako plešeš skozi življenje. To je tako, kot bi peljal avto po neki tekoči cesti in uživaš v vožnji. Dejansko je tako potem naše življenje. Naslednja stvar pa, možnost pa imamo potlačitev, da se zvežemo z vezmi, štriki, vrmi, da enostavno ne zmoremo narediti. No in če se vrnem nazaj na tisto zgodbo, ki je moja prijateljica govorila, da je njena prijateljica se odpovedala svoji srčni želji in je ugasnila. Zato, ker bi tako mogli biti. Zato, ker za koga že? Glejte, ja, vedno nekoga ranimo takrat, ko se postavimo za sebe. Vedno. Ampak koga pa najbolj ranimo? Veste koga? Sebe. Sebe najbolj ranimo takrat, ko gledamo na vse okrog sebe, da jih bomo usrečili, ampak če jaz nisem srečna, kako lahko druga jaz osrečam? Jaz lahko dam samo naprej to, kar nosim v srcu. In če v srcu nosim samo žalost, jaz bom lahko prijazen nasmeh, ampak trosim žalost. Druga ne gre. No in potem sem še 3 dobila in to je, da je treba samo odpreti vrata in da greš v mavrično prihodnost in da vodstvo, naši angeli nas peljejo tja, kjer je dobro za nas. Zdaj je čas preboja naprej, zdaj je čas dejansko preporoda, kjer slečemo tisti star plašč, ki ga ne potrebujemo več, tiste okove, ki jih ne potrebujemo več. Ja, nam reka, da je enostavno čiščenje. Ni enostavno. Mogoče nas bo bolelo zapestje, mogoče nas bo tukaj bolelo, mogoče bo fizična bolečina, ker ko se karma čisti, se čistimo tudi na fizičnem telesu, ampak kar je pa dobro pri vsem skupaj, ko enkrat počistimo, takrat zasijemo v novi veličini. No in naprej še karte prehoda v novo dobo, božanska podpora, sprememba, nova vibracija, vodstvo in višja zavest. Skozi mene teče božanska ljubezen, človeštvo se dviga na višje vibracije, ja, in če se že človeštvo dviga na višje vibracije, tudi jaz se moram dvigati na višje vibracije, tudi moje elektronske naprave se morajo dvigati na višje vibracije in ta višja vibracija je povezana z mojo dušno pesmijo, s tem, kaj poje moja duša. Jaz vse vnoter pojem nekaj, zato ker meni to lepo, a vse vnoter premlemam žalost, dogodke, rane. Kaj se dogaja v moji notranjosti? Pesem moje duše odloča, kam bo šlo moje življenje. In če je moja pesem duše, ne vem, je zadnje čase pojem Ave Marija. Če je pesem moje duše, pojem eno Aliyah song, ki sem jo dobila, ko sem šla na šolo Sexual School. Tako neverjeten, moja duša poje vnoter v meni. Zato, ker ja, vsi smo na tem preporodu. Ampak jaz zase vem, pa tukaj vas ne nagovarjam, da se morate vsi ločiti. Ampak, če v vas noter kriči, ne morem več, ne več vztrajati. Jaz vem, kako to izgleda. V meni je leta in leta kričal, ne morem več. Ampak naven pa nasmeh na usta pa teraš dalje. In potem enkrat, ko se pa odločiš, nikdar ne bi šla nazaj. Nikdar. In sem toliko vesela, da sem zmogla slediti sebi in toliko hvaležna za vso podporo, da sem mogla slediti sebi in za vse te čudeže, ki so se zgodili, ko sem se odločila. Ne nagovarjam vas, in zdaj še eno stvar za partnerski odnos. Jaz vedno verjamem, če je v božanskem načrtu, da dva pozdravita svoj partnerski odnos, ga bosta pozdravila. Bosta najdla načine, bosta najdla mogoče terapeuta, bosta najdla nekoga. Glejte, za tiste, ki želite rešiti svoj zakon, preberite knjigo Bojevnica ljubezni.
Noter je opisana zgodba para, ki je vsak po svoje bil na svojem področju zasvojen. Ona z mamili in alkoholom, on s pornografijo. In dejansko sta oba šla na terapije in oba rešila svoje težave in se ponovno povezala, ponovno zaljubila. Partnerski odnos, glejte, mi smo se 20 let nazaj poročili z nekom, ki je bil na isti stopnji kot mi. Zdaj, če skupaj rasteta, je to krasno. Ampak največkrat se zgodi, en raste, ta drug pa ne. In potem ta, ki ne raste, začne lajati od tega. Kakšen si se spremenil, si se spremenila, pet nazaj. In te obtožuje, tvoje prijateljice so nore, ti si zmešana, poglej, kakšni so te. In samo laja, zato ker vas hoče prepričati, pet nazaj. Tak, kot si bil, taka, kot si bila meni všeč. Tista, ki si bila tih, si bila meni všeč. Tista, ki se ni izpostavila za sebe, si bila meni všeč. S tem sem se jaz poročil. 100, ne pa 100 zdaj, ki ona nekaj hoče. In glejte, rešitev je, da tudi ta oseba zraste in da skupaj rasteta. Enkrat sem prebrala en krasen intervju z eno igralko, pa se ne spomnim s katero, je rekla, partnerski odnos ni katamaran, ampak partnerski odnos je plovba dveh jadrnic, ki ploveta v isto smer. Tako ne bi bilo, a je to tako? In vsem želim, da pridete do takega, tudi sem na koncu koncev, ampak dejstvo je, da če je naloga duše se osvoboditi iz nekih okovov, ja, pomeni, da se boste verjetno mogli postaviti tudi zase, pa povedati, kaj vi čute, pa kaj vi mislite, pa kako vi mislite, da bi bilo prav, brez da se borite, ampak da se postavite za sebe, ker v nasprotnem primeru, glejte, v nasprotnem primeru duša začne trpeti in lahko tako močno trpi, da si potem izbere drugo telo, se pravi, da umrete in da gre duša naprej. Pač tako je življenje, a ne? To so odločitve, kam bomo dajali energijo, čemu bomo dajali pozornost in kako se bomo odločili, da bo šlo naše življenje. Zato delajte na sebi. Življenje nas bo vedno podprlo, ko si upamo slediti svojemu srcu. Vedno.